Energetska prenova stanovanj in hiš ne pomeni le prihranek energije in zmanjšanje onesnaževanja okolja s toplogrednimi plini, pomeni tudi konkreten prihranek v družinskem proračunu. Ekosklad Republike Slovenije zato občanom in podjetjem podeljuje ugodne kredite in nepovratna finančna sredstva za okoljske naložbe. Poglejmo aktualna javna poziva. Ekosklad je finančna institucija, javna finančna institucija, ki spodbuja naložbe v varstvo okolja. Tako da so spodbude namenjene in pravnim osebam, samostojnim podjetnikom, zasebnikom, kot tudi občanom. Ekosklad vsako leto, tudi letos, smo že objavili 2 javna poziva za kreditiranje okoljskih naložb, torej najprej občanov. Na voljo je 5 milijonov ugodnih kreditov za naložbe, kot so na primer postavitev naprav za ogrevanje in pa pripravo sanitarne tople vode, seveda energijsko učinkovitih naprav, solarnih ogrevalnih sistemov, toplotnih črpalk, postavitev naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, tudi za obnovo stanovanjskih stavb, zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva, toplotno izolacijo ovoja stavbe, tudi za recimo gradnjo novih nizkoenergijskih in pasivnih stanovanjskih stavb. So pa krediti namenjeni tudi drugim področjem varstva okolja, tudi pri občanih, na primer za zamenjavo azbestne strešne kritine, postavitev recimo kompostnikov za predelavo biološko razgradljivih kuhinjskih gospodinjskih odpadkov, tudi za male biološke čistilne naprave ali pa priklop na kanalizacijsko omrežje. Torej, najprej mora občan izpolniti obrazec vloga, predračun je tudi del te dokumentacije za prijavo in jo poslati na Ekosklad. Če je pač vloga skladna s pogoji javnega poziva, bo prejel odločbo in s tem pravico do sklenitve pogodbe. To pa sklenje pri banki, ki je izbrana banka s javnim pozivom. To pač določi Ekosklad. Plačilo, torej zavarovanje, pa je s plačilom zavarovalne premije zavarovalnici. Odplačilna doba znaša 10 let. Letos je obrestna mera res ugodna, 1,5, 3-mesečni Euribor plus 1,5 je pribitek. Za podjetja je za naložbe za varstvo okolja namenjenih 24 milijonov evrov ugodnih kreditov z 1,5 pribitkom in z odplačilno dobo do 15 let. Na voljo pa je tudi 15,5 milijona evrov nepovratnih finančnih sredstev za podjetja in občine. Ekosklad dodeljuje nepovratne finančne spodbude od leta 2008 pa do začetka letošnjega leta. Ugotavljamo, da smo skupaj dodelili že skoraj 70 milijonov evrov nepovratnih sredstev, s tem pa smo spodbudili k izvedbi več kot 50 tisoč ukrepov. Vsi ti izvedeni ukrepi pa pripomorejo k zmanjševanju emisij v okolje, torej več kot 64 tisoč ton letno bo manj emisij CO2, zmanjšana pa je tudi raba končne energije za 390 gigavatnih ur letno. Nepovratne finančne spodbude pa so lahko na voljo občanom, ki izvajajo ukrepe pri obnovi stanovanjskih stavb. Namreč ta je pa namenjen obnovi več stanovanjskih stavb, 3 in več stanovanjskih stavb, skupaj je na voljo 4,5 milijona evrov nepovratnih sredstev, in sicer za tiste ukrepe, ki se izvajajo kot celovita obnova oziroma skupna investicija vseh etažnih lastnikov stanovanj v več stanovanjski stavbi. Običajno v imenu vseh upravičenih oseb takrat vlogo odda ena oseba, lahko je to upravnik, posamezna pooblaščena oseba ali pa skupnost lastnikov. Za izvedbo
recimo toplotna izolacija fasade, strehe oziroma plošče proti neogrevani podstrehi, lahko tudi postavitve kurilne naprave za centralno ogrevanje, na obnovljiv vir energije ali pa za vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema. Ja, postopek pravzaprav teče takole. Občan mora z vlogo kandidirati prej, kot pa naložbo začne izvajati. Obrazec, vloga, tudi polno besedilo javnega poziva je na voljo na spletni strani. Obrazec je potrebno izpolniti s podatki o investitorju, tudi njegovem transakcijskem računu, podatki o stanovanjski stavbi, kjer se bo naložba izvajala, in ukrepu, ki bo predmet spodbude. Obrazec mora občan natisniti in ga tudi lastnoročno podpisati. K temu vlogi, obrazcu, pa je obvezno priložiti tudi veljavni predračun. Na podlagi tega predračuna pravzaprav bo višina spodbude tudi dodeljena. Razen tega pa mora predložiti tudi fotografije stanja pred izvedbo naložbe. Recimo, če bo predmet ukrepa, predmet spodbude, zamenjava zunanjega stavbnega pohištva, potem mora poslikati okna, ki bodo zamenjana, torej stara okna. Potrebna je tudi fotografija hiše s hišno številko, v določenih primerih pa tudi določena tehnična dokazila, kakor določa javni poziv. Na podlagi vloge na Ekoskladu, torej če je vloga seveda popolna, izdamo odločbo in pa pogodbo. Podpis pogodbe pravzaprav je tisti, ki potem je temelj, da sploh je zadeva, torej da bo spodbuda lahko izplačana. Spodbuda bo pa izplačana takrat, ko bo naložba izvedena in ko bo občan zopet na Ekosklad poslal dokumentacijo o zaključku naložbe. To se pravi račun, ki izkazuje, da je bila naložba izvedena, dokazilo o plačilu tega računa, fotografije, torej v tem primeru recimo novih oken, novega stanja po izvedbi naložbe, in pa izpolnjen obrazec, izjava o zaključku naložbe, ki ga potrdita tako izvajalec kot tudi občan, ki je pač prejemnik spodbude. Na podlagi te dokumentacije, ko je seveda popolna, bo pa spodbuda izplačana v 30 dneh. O tej nepovratni finančni spodbudi ni potrebno poročati pri dohodnini. Torej takrat, ko občan izvaja finančno zahtevnejše naložbe, pa je možno, da dodelimo tako kredit kot tudi nepovratno finančno spodbudo hkrati. To je takrat, ko občan izvaja naložbe, katerih priznani stroški so višji od 10.000 evrov. Primer toplotne izolacije fasade enostanovanjske stavbe, spodbuda znaša 25% priznanih stroškov naložbe, vendar pa je omejena z višino 12 evrov na kvadratni meter ustrezno izvedene toplotne izolacije in je lahko dodeljena za največ 200 kvadratnih metrov fasade. Lahko občan dobi 2400 evrov nepovratnih sredstev, pa še 10.000 evrov ugodnega kredita. Tudi finančno so to res zahtevne naložbe, stanejo preko 35.000 evrov ali pa 40.000 evrov, če bi želeli res celovito energijsko sanirati stanovanjsko stavbo, tako da se to izvaja postopno. Tako da pač odvisno od tega pa so tudi prihranki, seveda pa se lahko tudi prepolovi poraba energentom napram stanju pred sanacijo. Zagotovo se pa to pozna, saj prihranek je lahko doseči zelo hitro, to se pa občanu pozna predvsem pri družinskem proračunu.
Do kdaj bodo na voljo sredstva, je težko pač predvideti, odvisno tudi od zbranih sredstev. Sicer predvidenih je precej več pravzaprav sredstev kot v preteklem letu. Lani žal smo morali konec avgusta javni poziv zaključiti, ker so vloge občanov že zahtevale več sredstev, kot pa jih je bilo na voljo z javnim pozivom.